Prva današnja tema v ponedeljkovi oddaji Dobro jutro, zelo aktualna, pestra in zanimiva. Govorili bomo o 160-letnici rojstva skladatelja Rista Savina v Žalcu in imamo v našem studiu dva simpatična, odlična sogovornika. To sta Uroš Govek, strokovni sodelavec programa Kultura, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Dobro jutro. Dobro jutro. Niste sami, prišli ste z eno pravo simpatično mladenko, to je Nastja Močnik, vodja programa Kultura, tudi vam lepo jutro. Dobro jutro. A je v tem času, poletnem času, zdaj še precej večji utrip, kar zadeva kulturnega dogajanja v Žalcu? Izjemen utrip, ne samo kar zadeva kulturnega, tudi turizem je zelo bogat, seveda turistična sezona je bolj ali manj zdaj v vrhuncu, pa tudi športnega dogajanja je veliko, predvsem za mlade in otroke, ki imajo zdaj zaslužene počitnice. Kultura pa nikoli ne počiva, pravzaprav ni nikoli nekega časa, da bi lahko vzdihnili, ampak vedno delamo na polno. Tudi poletje je eno krasno obdobje, ko lahko marsikaj pokažemo. Tako da kulturno dogajanje v Žalcu med poletjem je zelo pestro. Zdaj, če mi dovolite, da naštejem par projektov, pravzaprav vse poletno dogajanje, ki se dogaja v Žalcu pod našim okriljem z sedanjimi sodelavci, spada pod neko znamko Festival Zeleno zlato, ki ga že par let skušamo uveljaviti na tem območju in vsebuje predvsem koncertne dogodke. Prejšnji petek smo začeli z koncertnim nizom na Šlandrovem trgu, z koncertom bolj za mlade v organizaciji študentskega kluba Žalec in nadaljevali z izborom Smaragdne kraljice. No in tako se bo vsak petek nadaljeval ta niz koncertov do 9. avgusta. V goste smo povabili zanimiva glasbena imena. Lahko omenim tudi recimo Andreja Šifrerja, ki bo nekako zaključil ta koncertni niz. Sicer pa zelo zanimivo za obiskovalce je tudi dogajanje v gastropubu Kolodvor v Žalcu, kjer prirejamo Kukčeve večere. Tam lahko izpostavim, da bo gostoval Adi Smolar 1. avgusta. V glavnem, marsikaj se dogaja, seveda ne smemo pozabiti dogajanja pri Fontani in še kje. Pa vseeno, morda kratka predstavitev Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Kaj vse počnete, predvsem tudi na področju kulture? Ja, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, že kot njegovo ime pove, opravlja, njegovo glavno poslanstvo je upravljanje javne službe na vseh teh treh področjih. Ukvarjamo se seveda tudi s tržno dejavnostjo, brez katere dan danes ne gre. Marsikaj počnemo, sodelavcev nas je kar veliko. Projektov imamo ogromno na vseh treh področjih. Midva torej prihajava z področja kulture, kjer skozi vse leto skrbimo, da imajo kulturni navdušenci marsikaj videti. Prirejamo različne abonmaje, gledališke za odrasle, za otroke, šolske projekte. Se opravičujem, tudi za vrtčevske otroke imamo predstave, potem prirejamo koncerte, narodno-zabavni abonma, citrarski abonma, ki je pravzaprav edinstven v Sloveniji. Tako da to je bolj ali manj čez celo, bi rekla, šolsko leto. Poleti pa, kot sem že omenila, bolj koncertno dogajanje. Uroš, danes bomo predstavili Rista Savina, zdaj Žalčani in okoličani ga prav gotovo zelo dobro poznajo. Kaj pa mi? Kaj lahko poveste o tem gospodiču? Risto Savin je v bistvu psevdonim Friderika Širce, takšno je njegovo pravo ime. Ni bil gospodič, ker dočakal je visoko starost, bil je gospod, kot lahko na tele knjigi vidite, je bil oficir Avstro-Ogrske vojske. Njegova kariera je bila predvsem vojaška. 38 let dobrih je služboval kot oficir Avstro-Ogrske vojske. V prostem času se je pa posvečal glasbi. Zdaj, doktor Cvetko je pred leti omenil oziroma ga uvršča med najvidnejše predstavnike slovenske glasbene moderne na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Risto Savin je skladal predvsem samospeve, potem zborovsko glasbo in pa posvečal se je tudi odrskim delom, se pravi operam.
Njegove 4 opere so najbolj poznane. Ima pa tudi dokaj velik glasbeni opus, 46 opusov različnih glasbenih del je napisal. 160-letnica rojstva letos, ne? Ja, 160-letnico mi kot Zavod za kulturo nismo posebej obeleževali, je pa glasbena šola Risto Savin Žalec pripravila v spomladanskem času poseben koncert kitarskega orkestra, ki so ga posvetili tudi Risto Savinu. Zavod pred 10 leti, ko smo imeli 2 Savinovi leti, 2008 in pa 2009, posebej izpostavil oziroma organiziral vrsto dogodkov, ki so bili posvečeni Risto Savinu. Med drugim smo izdali nekaj glasbenih del, potem izvedli simpozij o Risto Savinu. No, čez nekaj let pa je sedaj naš častni občan, dr. Peter Zimmermann, izdal tudi vojaško biografijo z naslovom Generalmajor Friderik Schirca, izvod je tule na mizi, ki je v bistvu dopolnila njegovo vedenje o njegovi vojaški karieri, ki do takrat ni bila, bom rekel, še tako znana. Kaj lahko preberemo v tej knjigi? Ja, praktično njegovo vojaško pot od mladeniča, ko je vstopil v vojaško službo kot kadet v Gradcu, pa do njegove upokojitve oziroma do zaključka vojaške kariere leta 1918. Ja, zelo podrobno, zanimivo branje za tiste, ki imajo radi zgodovino, veliko podatkov, dosti slikovnega materiala. Res zelo obsežna knjiga, ne? Ja, seveda obsežna knjiga, dvojezična. Dr. Zimmermann je uspel pridobiti iz vojaškega arhiva oziroma iz dunajskih arhivov njegovo celotno vojaško personalno mapo in na podlagi te je lahko potem seveda še z dodatnimi opisi in razširitvami pripravil to obsežno monografijo. Kaj mogoče še? Kot vojak piše dr. Zimmermann, da je dosegel lepe uspehe v tej svoji karieri, vendar se recimo med Prvo svetovno vojno se pa ni najbolje počutil. Vojna za nikogar ni prijetna, on se ni najboljš počutil, ampak je pa deloval pač v njej kot pač oficir. Povejte, Uroš, recimo, če nekdo obišče Žalec, kje se je možno kaj pogledati o njemu? Ja, Savinova hiša, že ime samo pove, sredi trga stoji mogočna hiša, samostoječa, takoj ob križišču. To je hiša iz 17. stoletja in v prvem nadstropju se nahaja tudi Savinova spominska soba. V njej so na ogled, bom rekel, najbolj pomembni eksponati, predmeti iz njegove zapuščine, tako iz vojaškega obdobja in pa kasneje iz obdobja, ko se je vrnil Žalec, ali pa iz obdobja skladanja. Omenili ste, da 160-letnico rojstva skladatelja Rista Savina v Žalcu je nekako obeležila glasbena šola, ki se imenuje po njem. A se še tekom letošnjega leta obeta kaj posebnega v spomin na ta dogodek? 11. julij, njegov rojstni dan, vsako leto posvetimo njemu. Organiziramo koncert, poimenujemo Savinov dan. Ta dan si je možno ogledati njegovo spominsko sobo, imamo tudi kakšen voden ogled in pa dan zaključimo vedno z koncertom ali z njegovo glasbo ali pa z glasbo njegovih sodobnikov. Tamle je vabilo, že tradicionalna podoba vabila z čajno punčko, nekako s to likovno podobo privabljamo ali pa navajamo ljudi, da je Savinov dan, ko poslušamo
Se pravi, četrtek je zdaj to 11. julij. Vedno na 11. julij, tako je. Kdo bo nastopil? To nam lahko izdate? Ja, Bom pa vam jaz zaupala. povedala. Letos smo povabili v goste 3 dame glasbenice, 2 flavtistki in 1 pianistko. Flavtistki Alenka Bogataj in Nina Fajfar-Baša imate prav posebno vez, namreč Nina je bila Alenkina učiteljica, mentorica flavte na srednješolskem izobraževanju. Obe pa sicer prihajata iz žalske glasbene šole, ki nosi, kot ste že omenili, ime po Risto Savino. In že dolgo ste si želeli skupaj nastopiti v rodnem kraju. Mi smo jim to omogočili, zelo smo veseli, da ste se odločili, da boste nastopili na Savinovem dnevu. Obe ste tudi priznani glasbenici. Alenka nadaljuje trenutno magistrski študij v Münchnu, Nina pa poučuje flavto v žalski glasbeni šoli. Spremljala ju bo pianistka Nataša Lazič, sicer Celjanka, ampak tudi kakšno leto je delovala na žalski glasbeni šoli kot mentorica in korepetitorka, tako da imajo vse 3 neko vezo z žalcem. Poslušali bomo klasično glasbo, glasbena dela Bacha, Prokofjeva in še nekaterih drugih, pa seveda tudi romanco za klavir Rista Savina. Tako da obeta se nam krasen večer, vabljeni. Nastja, ob kateri uri se dobimo? Ob 21. uri in vstop je prost. Dobimo pa se v avli doma drugega slovenskega tabora v Žalcu. Krasno vzdušje se obeta. Ja. Kaj vam pomeni ta dogodek, Uroš? Ker nanizali ste ogromno teh zanimivih informacij. Po mojem ste kar veliko študirali v Ristu Savino. Ja, jaz bom rekel, da če se prav spomnim na prvem takšnem koncertu oziroma Rista Savina oziroma na Savinovem dnevu, sem bil že mislim, da pred 20 leti, še ko ga je organiziral prejšnji Zavod za kulturo v Žalcu. Bil je v Savinovi hiši, gor na vrh v sosednji sobi, levo od spominske sobe. Bil je izredno vroč večer. Ja, jaz Savina spremljam v bistvu že ves ta čas. Mi smo potem organizirali koncerte v Savinovi hiši, potem v atriju Savinove hiše, potem zaradi slabih vremenskih razmer tudi ga prestavljali v avlo kulturnega doma. Ja, zanimivo je brskati tudi po njegovi zapuščini, ki je izredno bogata, tako z slikovnimi materiali, potem razne odlikovanja smo našli. Od začetka nismo vedeli, na kaj se nanašajo, kdaj jih je dobil. Potem pa, ko je dr. Zimmermann napisal tole knjigo, potem so se pa stvari nekako kar povezale in zložile. Tako da je recimo zanimivo branje, odkrivati njegovo zgodovino. Pred leti smo dopolnili tudi zbirko oziroma Savinovo spominsko sobo še z njegovim klavirjem, ki smo ga pridobili nazaj, tako da je zopet tudi njegov klavir v njegovi spominski sobi. Tako da zanimivo za pogledati, posebno, če to lahko doživijo obiskovalci ob kakšnem vodenju. Nastja, za konec, preden se poslovita, morda še podate, kje lahko dobimo podrobnejše informacije glede tega dogodka 11. julija in ostalih dogodkov, ki jih organizirate? Vse na naši spletni strani zkst.oziroma-zalec.si in na naši Facebook strani, kjer ažurno obveščamo naše sledilce o vsem, kar se dogaja. Upam, da smo skoraj vse povedali. Bi še kaj dodala? Marsikaj je še zapovedati, res veliko dogajanja v Žalcu. Vse tja do konca leta že načrtujemo dogodke. Ampak več o tem v naslednjih naših oddajah. Dobro jutro. Za danes pa lepa hvala in se vidimo 11. julija v Žalcu. Mi pa gremo naprej z našo ponedeljkovo oddajo. Dobro jutro.